Evo, torej pozdravljeni vsi skupaj in hvala, ker ste se nama pridružili na tem dogodku OR versus VR. Zdaj, par dni nazaj smo dali na story vprašanje, ali vas skrbi VR, kako se počutite glede VR-ja, ali ste se dejansko odločili za VR, zakaj. In smo dejansko ugotovili, da imate tako ful veliko vprašanj glede VR-pol, pa ugotovili smo, da vas, mislim, da tak 80 ali 90% proti 10% tak res ful skrbi VR, teda so se z Mijo usedli, pa smo rekli, da bomo naredili tale dogodek za vas, da se bomo malo pogovorili o VR-ju tako pri angleščini kot pri matematiki, vam malo razložili, kako je VR-pola sestavljena, kakšna je razlika med VR pa OR-polo, kaj je dodana vrednost VR-pole oziroma zakaj se za to sploh odločiti in sam tako vam malo predstavili stvar, da vas mogoče bo malo manj skrbelo na koncu tega dogodka. Tako da, še enkrat hvala, ker ste tu, zdaj pa mogoče kar začnemo. Torej, Mija, daj ti nam povej, kaj je VR pri angleščini in kaj je point VR-ja pri angleščini? Ok, zdaj VR pri angleščini ni samo to, da so pole malenkost težje kot osnovna raven, ampak dejansko pride prav za kar veliko faksov. Recimo, če gre kdo izmed vas študirati anglistiko, definitivno vzemite VR, zato ker konkurenca je huda in rabite čim več točk na tem področju. Potem, če greste recimo na medicino ali pa kakšne podobne fakse, kjer se vam dejansko ocena iz mature na angleščini veliko šteje, zato ker boste imeli literaturo tudi v angleščini na samem faksu, vzemite VR. In seveda faksi, ki imajo višji vpis, to mislim fakse z 85 ali pa več kot 90 točkami, ker vzemite VR, zato ker vsaka točka res tukaj šteje. Svetujem vsem, ki imate oceno v gimnaziji višjo od 4 pri angleščini, oziroma tisti, ki imate 5, nimate sploh razmišljati, pejte na VR. Ja, se glih to, VR izbrati je po moje number one reason zaradi freaking faksov. In pa res ponavadi folko vete, da boste rabili dodatne točke, se mi zdi, da VR iz angleščine je tak en zelo lep način, kako lahko tudi mogoče za malo manj stresa pridobite tiste dodatne točke. Sej VR pri matematiki, ne me narobe razumeti, ni za neki bau, pa ono res, you're gonna drop dead, ko se začneš učiti, it's fine. It's okay. Ampak fora je, da, se prečujem, edina fora pri matematiki je, pri VR-ju, je samo to, da morate imeti malo širši pogled na celotno snov, pa znati povezovati. Tako da, isto, jaz se strinjam s tem, kar je rekla Mija. Če rabite točke, pejte, pa če imate matematiko, ne vem, 4, pa imate feeling, da imate, pa če imate matematiko tudi 3. Tole ocena pri maturi ne pomeni čisto pri matematiki. Če imate oceno 3, 4, 5 pri matematiki in imate feeling, da imate dejansko dober pogled na celotno snov, pol pejte VR, zaradi tega, ker glih point VR je pregled in povezovanje. Torej, če imate feeling, da imate podlago, pejte provat, I don't see why not. Ampak ja, definitivno medicina, nujno. VR, ker pač to je res vsaka točka šteje, tako kot je že rekla Mija, in pa se vam splača na obeh predmetih hit. Pol je kakšna taka, kot na primer psihologija, ko ima tudi neverjetno visoke omejitve, ista fora. Pol itak, če greš študirati matematiko ali pa fiziko ali pa kakšno, ne vem, da greste na kak free mogoče, tudi ne bi bilo šlo, ker tam je tudi ful veliko matematike, pa vam bo res ta način razmišljanja, ki vam da priprava na VR ful veliko koristila. Elektrotehnika, same thing, ful veliko stvari je tam na matematični podlagi, na podlagi fizike, teda matematika na VR, pa mogoče fizika izbirc je the way to go, pa strojna. Same thing. Torej, če greste na kak tak faks, ko veste, da boste res rabili bolj poglobljeno znanje matematike, vam iskreno priporočam VR. No. Teda zdaj pa, glede na to, da govoriva, kaj je dodana vrednost, kakšna je pa sploh razlika? Mija, povej, kakšna je razlika z angleščino. Dajmo začeti z ta manj depresivnim predmetom. Kako za koga. Odvisen. Skratka, tako je Petrisa omenila, višje ravni se ne bat, zato ker naloge so mogoče malenkost težje, tudi pri angleščini definitivno je veliko tega, da morate povezovati vso snov, ampak to je že na OR-ju. Slovnica, kakor veste, je sestavljena iz vsega, kar ste se do zdaj učili in nič ni drugače na višji ravni, samo malenkost težje naloge so. Gremo kar mogoče po polah, torej prva pola pri angleščini je sestavljena iz 2 nalog za bralno razumevanje, potem imate pa zraven še ti slovnični del, ki imate tiste gap file, ki se jih ponavadi vsi bojijo. I remember those. Pomagi, a ne? Ja. Those were fun. V bistvu imate in na OR in na VR sta 2 nalogi za bralno razumevanje, torej 2 teksta, in sicer je na VR malenkost težji tekst.
Samo to je razlika pri tem prvem delu. Pri drugem slovničnem delu je in pri ora in pri vr lahko dobite dva izmed 3 tipov nalog, torej lahko dobite gap fill splošnih besed, lahko vstavite pač v gap karkoli, potem imate gap fill časov, potem imate pa še gap fill besedotvorja, se pravi, da imate lahko in na ora in na vr 2 nalogi izmed katerega od teh 3 tipov, izmed katerega koli, in seveda na vr so spet te naloge malenkost bolj težje. Potem, če gremo kar na drugo polo, pri drugi poli poslušamo posnetke, to je tisto, kar mogoče tudi niste glih najbolj fani, kakor sem do zdaj imela izkušenj, zato ker ponavadi krožijo te strašne zgodbe o tem, a ste bili kdaj na letalu, no? A veste, kako pilot govori tista naznanila? No, ni to grozen, verjamete, da ni. Jaz sem sama preposlušala že veliko, tega ni tako strašno, tako da ne se slušnega bat. Pri obeh ravneh se posluša 2 posnetka, ista posnetka sta. Razlikuje se samo tip prve naloge, torej in na ora in na vr bo druga naloga povsem enaka. Se pravi, druga naloga so celi stavki od 1 do 5 besed. Prva naloga se samo razlikuje, ponavadi je na osnovni ravni naloga true-false oziroma sentence completion ali pa multiple choice, najpogosteje je bila zadnjih par let true-false, torej sam napišete res ali ni. Pri pri višji ravni je bila pa največkrat prva naloga sentence completion, imeli smo kdaj tudi matching statements, torej da morate povezati, kater govorec je kaj povedal, tudi tukaj je bila multiple choice, ampak tako, kot sem rekla, je največkrat res ta sentence completion naloga. Zdaj vam pa jaz v bistvu to tudi kar lepo pokazala, da si malo bolj predstavljate, če ste vizualni tip, tako kot sem jaz, recimo Petrisa, ne vem, a si ti tudi mogoče? Zelo, yes. Ja, ok, tako da vam bom jaz v bistvu samo odprla, kako izgleda dejansko kako izgleda razlika v nalogah, v bistvu, kako so si naloge tudi zelo podobne na tem slušnem razumevanju. Tako da tukaj imamo v bistvu section A, torej prvo nalogo slušnega razumevanja na osnovni ravni, kakor sem omenila, je true-false. Vidite, naloga se imenuje pač Rosalind Franklin, ki govori o tej osebi. Potem imamo pa na višji ravni imamo pa zopet Rosalind Franklin, ampak imamo sentence completion. Isti posnetek, različni tipi nalog. Gremo nazaj na osnovno raven, na posnetek B, section B, in imamo Clive Oppenheimer, in kakor vidite, imate tukaj odgovore s celimi stavki od 1 do 5 besed. In višja raven, povsem identična naloga. Tako da dejansko se druga pola ne razlikuje toliko, kot se razlikuje recimo mogoče prva pola ali pa katere naslednje pole. Gremo si pogledati še mogoče tretjo polo. Tretja pola so pa pisni sestavki, ne? Najprej imamo krajši pisni sestavek, potem imamo pa še daljše. In sicer na oraju so besedila krajša. Tiste oblike, ki jih morate pisati, so povsem enake na obeh ravneh, torej morate vedeti ene izmed 4, ali imate pismo, ali imate mail, ali imate poročilo ali članek. To velja pri obeh ravneh. Prvi pisni sestavek, ki je iz teh krajših vnaprej določenih oblik, mora biti na osnovni ravni dolg od 120 do 150 besed, medtem ko mora biti na višji ravni od 150 do 180 besed. Torej 30 besed več zahtevajo od vas, ampak to ni toliko veliko, še posebej, če ste taki, kot jaz, ki ne znate utihniti. Potem esej mora biti na osnovni ravni dolg, torej tisti daljši pisni sestavek mora biti dolg od 220 do 250 besed, in je neka splošna tema. Torej, dobite lahko karkoli, recimo, verjamem, da je uspeh pogojen s srečo in potem se morate vi do te trditve opredeliti. Medtem ko na višji ravni pišete na določeno temo iz književnosti in mora biti esej tudi tukaj daljši, nekje 30 besed, torej 250 do 300 besed je na višji ravni. In lani in letos je pa ta novost zaradi posebnih okoliščin, zaradi tega, ker vsi vemo, kaj se dogaja po svetu, da ste si na višji ravni lahko izbrali naslov, ki se nanaša na samo eno knjigo. Torej, letos v poštev prideta 2 knjigi, Lord of the Flies in Never Let Me Go. In sicer ste si lani in letos boste tudi lahko izbrali samo eden od teh naslovov, se pravi, da se lahko sfokusirate res samo na eno knjigo. Tako, to je to, kar se tiče v bistvu teh pisnih sestavkov pri angleščini. Zdaj pa recimo, če gremo še na ustne sestavke, oziroma na ustni del mature, ki šteje 20% celotne ocene. In na osnovni in na višji ravni bo to izgledalo tako, da boste imeli najprej nek pogovor na podlagi
besedilne ali slikovne iztočnice, se pravi, dobite nek odlomek ali pa sliko in morate govoriti o tem pri obeh ravneh. Potem imate vodeni pogovor o temi, ki ste jo obravnavali pri pouku, to so neke splošne teme, to lahko res zapeljete pogovor v katerokoli smer. In pa tretji del je pa interpretacija umetnostnega besedila ali odlomka in seveda pogovor o tem, ne? Torej Lord of the Flies ali Never Let Me Go. Na višji ravni imate pa dodanih zraven še 5 pesmi, ker lahko dobite na ustnem delu nalogo iz interpretacije poezije. Torej ne dobite in knjige in pesmi, ampak dobite ali. Teh 5 pesmi, če slučajno kdo ne ve, vzemite si kuli pa si zapište: Phenomenal Woman, The Road Not Taken, In Flanders Fields, Sonnet 130, pa The Lake Isle of Innisfree. Torej poleg tistih 2 knjig, ki sem jih prej omenila. Kako pa pri tebi izgleda, Petrisa, kako je pa pri matematiki na višji ravni? Hodila sem reči za Sonnet 130, tega nikoli ne bom pozabila, ko sem vzela angleščino na VR, to je bila pa one of the best pieces of poems I've ever read in my life. Ful priporočam, da tudi tisti, ko nimate VR, pa ste tukaj sam zato, da vidite, kaj je fora, preberite Sonnet 130. Ne bo vam žal. Res niso dolge pesmi, res ne. Ne, pa ful so take življenje imajo, vesel, take one fajsti so, ful so fajne. Zdaj je Mija ful dobro povedala, zdaj bom pa jaz malo vas zadepresirala z matematiko, ne bom vas zadepresirala, v redu je. Pri matematiki, tako sem že prej omenila, je pa edina fora to, da VR je težji samo iz perspektive, da res rabite dober pregled nad snovjo, pa možnost povezovanja. Torej, naprimer, pri VR in ORE vsi pišete 2 poli. Od tega eno polo skupno, od tega ORE piše eno polo čisto zase, pa VR piše eno polo čisto zase. In zdaj tista, ko je skupna, je ponavadi sestavljena iz krajših strukturiranih nalog. Torej, to ni tako ful hudo. Vsaka naloga se nekako skoncentrira na eno snov. Torej, ali dobite eno snov iz geometrije, ali dobite eno snov iz zaporedi, eno snov iz odvodov. Torej, res, to ni hudo, samo omejite se tisto. To so približno tak tip nalog, kot bi jih lahko vi pisali v testu, samo da ponavadi malo lažje, ker profesori v srednji šoli pa v gimnaziji ponavadi delajo majčkeno težje naloge, zato da vas malo bolj šokirajo, da ste bolj pripravljeni na maturo. Iskreno povedano, je ponavadi tak. Da ne si misli, da bo matura tak težka, kot so vaši testi v šoli. Ne bo, lažja bo. To so te krajše strukturirane naloge, tukaj po moje ne bo problem. Zdaj, kaj je fora? Mogoče je najbolj, da jaz kar pokažem, pa da vidite, o čem govorim. Torej, tole je prva pola za OR. Torej, kakor vidite res, te naloge so zelo omejene na en tip snovi. Torej, naprimer, tukaj smo v številskih množicah, tu je noben problem, tukaj spodaj smo v geometriji, imamo 2 točki, premico, noben problem, tukaj smo malo v geometriji v ravnini, imamo kote, nič takega, kompleksna števila in tako naprej. No, in teh nalog je kar nekaj. Pa prijemo do krajših strukturiranih nalog, spet omejeno na eno snov, tukaj je treba samo malo poenostavljati, pa se malo spomniti, kako delujejo logaritmi pa eksponenti. Tukaj imamo eno sestavljeno funkcijo, tukaj imamo eno elipso, torej ni nič hujšega. VRD. Vedno, ko pokažem tole nalogo, dobesedno kateremkoli od dijakov, ki jim pomagam pri pripravi na VR, jih malo strese. Zaradi tega, ker vidijo funkcijo, pa vidijo tamle kar en random interval, pa vidijo, da rabijo ono, pa drugo, pa tretje in se mi zdi, kot da zgubijo voljo do življenja, ko vidijo tole nalogo. Ampak, kaj je sam fora? Tisti, ko greste na VR, ne se ustrašite takih nalog. Zaradi tega, ker mogoče izgledajo grozno, izgledajo res, da bi si žile prerezal pa šel umret v kot. Ni tako hudo. Razbite si jo na dele. Prvi del je dobesedno samo odvod. Tako nalogo ste vi pisali že milijonkrat na testu. Iskreno, ker sem videla milijon različnih testov četrtih letnikov, definitivno ste vsaj 2-krat pisali tako nalogo. Ploščina omejenega območja, to je integral. Tisti, ki še niste delali integralo, kar mislim, da je takrat 70%, folka, ne se sekirati, ni nič hudega, sam dobesedno obratno od odvoda je. Pa tule spodaj, pa sam dobesedno morate vedeti lastnosti funkcije. Torej, ni tako zelo hudo. Pa če gremo naprej, v redu, sure, množice, krivulje drugega reda in sam tak lepa mešanica of everything. Mislim, verjamem, zgleda grozno, ampak
razbite si na dele in bo čisto easy pojerate na konc. Torej, samo divide et conquer, pač dobesedno divide and conquer. Je cela fora pri VR-ju. Tako da, to je glavna razlika. Torej, jaz ne morem čist primerjati nalog, tako kot je lahko Mija, ko je rekla, tukaj imate true and false, tukaj morate napisati noter sab. Jaz tega ne morem narediti. Lahko vam pa sam rečem, da pri VR-ju samo morate imeti dobro idejo, kaj se dogaja pri vsaki snovi. Torej, osnove morate poznati. Ne vem, nikoli ne smete pozabiti, kako se izračuna razdalja med dvema točkama, čeprav to je po mojem ena izmed najbolj osnovnih formul, da mogoče bi to malo slab primer. Nikoli ne smete pozabiti, ne vem, kako se izračuna ploščina nekega lika ali pa kaj takega, zaradi tega, ker to boste lahko noter dobili, pa boste to morali kombinirati z kakim integralom. Ali pa take fore. Ampak, again, ni hudo, vse se da, samo morate res ne pustiti, da vas math monster požre, ko pride do kakšne take naloge. Ko pa pride do ustnega dela, je pa glavna stvar ta. Ustni del na splošno je pri matematiki zelo obsežen in jaz vem, da ko sem se jaz pripravljala na ustni del, ne ponavljati mojih debilnih napak, I beg of you, prosim lepo na kolenih vas prosim, jaz sem se učila en teden prej, ne tega delati, don't do that, no, zaradi tega, ker vprašanje 115, 115 listkov in na vsakem listku je glavno vprašanje pa 4 podvprašanja, 4 do 5 podvprašanj. Tako da je ogromno. It's so much work. In pa ni fora, da se vi to učite en teden, pa mislite, jaz iskreno mislim, da bom zdahnila tisti teden, jaz nisem vedela, kaj sama sabo delati. Vzamite si čas, pa mogoče, kar vam ful priporočam, tudi iz izkušenj, ko sem videla pri mojih, ko jih inštruiram, njihov način učenja, to, kar sem jim rekla, da naj naredijo, jim je ful pomagal. Sproti so se učili za maturo in hkrati so sproti delali za ustno. Zaradi tega, ker so videli v praksi in so videli v teoriji in se jim je ful lepo poklopilo in dejansko so jim stvari ful hitreje potegnile in ful hitreje poskočile, kot pa če bi sam delali ali sam za ustno, ali pa sam za pisno. Teda ful priporočam, da res sproti delate. Zaradi tega, ker so tudi listki so tako razdeljeni, da so razdeljeni glede na snov. Torej, naprimer, na začetku imate 2 listka za osnove logike, 2 listka za množice, pol imate 6 listkov za številske množice in gre tako lepo naprej. Zato pač sproti se učite in prakso in teorijo in imamo pol ful laže. Pa še pol onih 20 pik na ustnem bo takle, brez problema. Ali pa še mogoče se vam ocena na pisnem dvigne za tak mal, tako da lejte, splača se, definitivno. Pa še to je dobra popotnica za faks. Sproti delite vse, kar lahko. No, in fora je, da največja razlika med ORO pa VR je pa samo to, da pri VR-ju imaš malo več snovi za dodati noter. Kot naprimer indukcija je nekaj, kar se na ORO-ju ne dela. Indukcija to je pač dokazovanje, da če nekaj velja za ena, pa nekaj velja za splošen N naravno število, da velja pa tudi za naslednje naravno število. To je pač taka posplošitev. Ja, indukcija je proof by magic. To je pač rekel en matematik, da je to pač proof by magic. Jaz sem pa mislila, da je to tisto v kuhinji. Ja, indukcijska plošča uporablja dokaz za naravna števila. To je definitivno res, ja, super. I love that. No, in ja, teda pač malo dodatnih stvari je noter, ali pa naprimer mislim, da je še na VR-ju neka posebna fora z integrali, I think. Mislim, da je posplošen integral še malo noter, ampak ja, pač čist mal več je, ni ful veliko več, čist mal več, ampak tudi, če mogoče, ne vem, ne znate indukcijo čist dober, mislim, da indukcija še nikoli ni bila na VR-ju, ne na pisni, ne na ustni, pač na ustni, da Ne jinxala. Ok, ne bom jinxala, ok, sorry, ne bom, ampak pač zelo redko je in tudi, da vi dejansko vlečete listek direkt z indukcijo, vsa vam čast. Your luck and probability is beyond me, ful dober. Pejte pa loto listek vplačati, če se to zgodi. Ja, tako, točno to. Tako da, tudi to, a ja, pa sej še ena fora, ne, da če ti pač vlečeš listek, ko ti ni všeč, ga lahko zamenjaš. Da, to je tudi dejstvo. Tako da, ja, razlika med ORO-VR, v glavnem pri matematiki, povezovanje snovi, pa mečkaj več snovi na ustnem delu, ampak ni pa tako zelo hudo, no. Da mislim, da tisti, ko veste, da imate vsaj neko podlago, pa začnete delati zdaj, da vam mogoče ne bo problem, no. Tako nekako. Ok, Mija, zdaj smo ful veliko bluzli,
kakšna je razlika. Ampak zdaj pa mislim, da bi radi naši dragi dijaki pa dijakinje, ko naj jo poslušajo, mogoče imeli kako idejo, kako se pa sploh lotiti priprave na VR. A imaš kak nasvet? Ja, definitivno, kar se jezika tiče, bi jaz res svetovala vsem oziroma polagam na srce, bodite skozi v stiku z jezikom. Skozi probite implementirati malenkosti v vaše vsakodnevno življenje, ki vam lahko pripomorejo k temu, da boste bolj vešči v angleščini. Zdaj, težko je res se usesti pa se 6 ur na dan učiti, verjamem, da se to noben ne bo, vsaka čast smo, ker se bo, meni bi se zmešali. Ampak probite res to pogledati, kakor da tvorite neko navado. Skratka, upeljete neko manjšo spremembo v svoj dan, nekaj, kar že ponavadi delate, recimo, če berete poročila vsak dan RTV ali pa 24 ur, probite si odpreti BBC ali pa mogoče kakšno drugo platformo v angleščini, iste stvari boste prebrali, mogoče celo bolj zanesljive, ampak boste prebrali tudi v angleščini, tako da boste dejansko zraven prijetno s koristnim. In stvari, ki jih počnete vsak dan, če gledate recimo, zdaj vem, Euforija je ful popularna, če gledate to, probite gledati ali z angleškimi podnapisi, ali pa sam poslušati audio, dejansko tako se tudi na ta slušni del pripravljate. In pa itak preberite si vso literaturo. Še posebej, če greste na višjo raven, nujno si preberite. Tiste pesmi so toliko luškane, pa res so kratke. Poglejte tudi, recimo na naši platformi imate vse razloženo zraven. Vse razlage, interpretacije del, vse naloge iz slovnice imate. Tako da tudi, če vas kakorkoli skrbi, pa ne veste, kako bi se lotili, jaz vam res svetujem, da pogledate na naši platformi, ker smo zajeli vse. Pri angleščini imate vse, kar pride v poštev za maturo, celo slovnico, vse besedilne teme, hkrati pa, kakor sem rekla, v bistvu interpretacije vseh umetnostnih besedil. Tako da, če berete tiste pesmi, pa niste glih najbolj zihar, kaj sploh to berete, ker vem, da niso vsi navdušeni nad literaturo. Potem si mogoče res pogledate te moje videe, ki sem jih posnela, ker vam noter vse razložim, opredelim glavne teme in tudi povem v bistvu, kaj je sploh poanta te pesmi. Tako da, če boste izvlekli ta listek s to pesmijo, boste recimo znali vse povedati. Tako da vam svetujem, da si pogledate naše videe. Kaj pa ti, Petrisa, kako bi ti svetovala? Ja, ti imaš tudi kar nekaj VR maturitetnih pol gor na platformi, ne? Tako je, ja. Rešene maturitetne pole imam tudi gor, tako da če mogoče koga zanima, kako se točno rešuje, ali pa če ga zanima specifičen tip nalog, si pogledajte tudi tiste pole, ki jih rešam in nekako zraven v bistvu razlagam, zakaj se kaj reši na tak način. Tako je, da boste videli, da res, tako kot je Mija že ponovila po moje velikokrat, da VR iz angleščine ni tako ful velik bav, kot se mogoče zdi, da je. Ker je vedno je lažje, naprimer iskreno, jaz, ko sem se pripravljala za maturo, jaz sem šla na VR za oboje in pač jaz, ko sem se pripravljala na maturo, to je bilo tako ful weird, zaradi tega, ker sem nekako bila ful preveč confident v svoje znanje angleščine in pa dejansko sem reševala ful mal maturitetnih pol in vem, da bi mi ful pomagali, če bi nekoga videla, ko mi rešuje, da to je, nasplošno tudi lani vemo, ko so nam dijaki povedali, to jim je ful pomagali. Da, če želite pogledati, pojdite pogledati na našo spletno, boste videli, o čem govoriva. Zdaj pri matematiki je pa tako. Jaz bom tole ponovila še 6-krat. 100% danes. Ampak, pregled čez snov. Sorry, ful je res. Pregled čez snov je tisto, kar bo res najbolje, kar se lahko pripravite, pa da se navadite razmišljati na način, da pola hoče, da razmišljate. To je fora. Specifičen način razmišljanja pri matematiki je pogojen glede na to, kaj boste vi pisali v poli. Ker način razmišljanja pri ne vem, kakih nalogah v testu je drugačen, kot je pa način razmišljanja na maturitetni poli iz matematike. Tako da, jaz bi vam zelo svetovala tako, da greste sistematično lepo naprej. Torej, jaz bi na vašem mestu, kako bi jaz naredila? Vzela bi si eno random oro polo, eno random VR polo. Briga me odkdaj. Ful bi bilo dobro za zadnji 2 leti, glede na to, da je to nekako takrat, ko se je največ spremenilo in je najbolj tudi strukturno podobno temu, kar boste vi pisali. Pojte to čez, poglejte, pri katerih nalogah vam delno zablokira, vam popolnoma zablokira ali pa ne zablokira. Poglejte, katera snov je noter, pa si preberite tako odgovore za ustno maturo, torej tiste listke, da imate teoretično podlago. By the way, če rabite odgovore za ustno maturo, na naši platformi še video razlaga, imate vse, pa skripto dobite, lahko si sprintate, pa imate pravno tako, pač, ok, mogoče to malo preveč debel, pač taka knjigica rata. In imate noter pač vse, še risala sem, pa vse pač je lepo narejen. Teda, če vas zanima, lahko greste pogledati. In greste pogledati teorijo,
glih to, da imate res poštekano vse, da imate podlago tam, ko mora biti, pa potem, ko imate teoretično, pojte še dodatne naloge, poiščite podobne naloge še na kakšni drugi maturi, si utrdite, pa pejte naprej. Torej, ne se predolgo osredotočati na eno nalogo, zaradi tega, ali pa na eno snov, zaradi tega, ker ziher bo vsa snov noter v maturi, kaj ste se naučili v 4 letih. Tako da, to je pa nekako moj nasvet. Torej, je rekla Mija, biti v stiku z jezikom, bodite v stiku z matematiko. Tako, ne na depresiven način, kot delam naloge v šoli, da imate veliko zadelati, pa te fore, ampak pač matura je matura, to je tisto, ko si rabiš vzeti čas od vsak dana, zato da se lahko pripraviš. No? Ja, tako da na naši platformi imate ogromno stvari noter, tudi za VR, imate tudi, jaz sem posnela res veliko VR pol, dodatne razlage, teoretične imate za VR, za ustno imate VR, pri angleščini in matematiki. Pri matematiki bomo še nekaj dodali za VR, preden se vas VR loti na ustni. Tako da imate vse gor, no. Tako da, če hočete, lahko brez problema greste gor in lahko uporabite tudi kodo OR versus VR, dobesedno OR vs VR, za en popust. Tako da, se vidimo na naši platformi. Ok, zdaj pa, Mija, se lotiva midva kakih vprašanj? Ja, gleva, kaj jih je kaj zanimalo, ja. Ja, saj to, ja, pač vprašanj smo dobili res tako ful velik na Instagramu, res, ful velik vas je zanimalo. Izbrali smo tiste, ko so, pač itak, ker je to tak generaliziran fear, generaliziran strah, ta VR, smo izbrali tiste, ko so se ponavljala, tiste, ko so najbolj zanimiva, pa najbolj pomembna, pa bojo zdaj odgovorili na ta vprašanja. Bova dali vse od sebe, da odgovoriva na vaše vprašanja, pa da vas malo umiriva, ko prije do tega. Ok, torej, tole je vprašanje za naju obe. Kako vem, kaj se moram še zraven naučiti poleg osnovne ravni? Ok, pri meni v bistvu sem to že omenila. Pri višji ravni je res taka zelo poglavitna razlika tistih 5 pesmi. Knjige morate predelati v vsakem primeru tudi za osnovno raven, ker jo lahko dobite na ustnem, medtem ko na višji ravni boste pač iz knjige pisali že esej. Tako da, taka glavna razlika, kar se morate dodatno za VR pri angleščini naučiti, je tistih 5 pesmi. To je tako na kratko, no, več ali manj to. Ja. Dobro, ne, Petrisa, imam feeling, da ne bo to preprost odgovor. Ne, se glih, to je fora. Tako se mi zdi, da pri matematiki ni enega preprostega odgovora. Tako da splošno, ko me folk sprašuje glede mature, pa se mi zdi, da zbluzim prej 5 minut pred njim lahko podam nek sensible odgovor, ki jim dejansko karkoli prav pride. Ja, zdaj, ja, ok. Fora je, da vi ste actually na ful boljšem, kot smo bili mi, ko smo pisali maturo, ker naše maturitetne naloge na višji ravni so bile ful hujše kot to, kar imate vi. Tam mi smo mogli hoditi v šolo čez hribe, pa čez sneg, kilometrov v eno smer. Ja, v nametu, pa ko je bil led, pa kočije so hodili. Pa dinozavrom smo se izogibali, ker smo tako stari. Ja, tako, ja. Ko je en hotel pride, veš, od zgore, pa te vzeti, si se hitro mogel skriti v garem. Vi ne veste, koliko imate lahko. Ja, joj. Ne, sem nasplošno, vi imate VR ful boljš zastavljen, tako ful bolj človeško zastavljen, kot to, kar smo imeli mi. Ker pri nas je bilo res tako, da si dobil kako tako nalogo, ko je res prvič, da si videl tak tip naloge na splošno ever in si bil tam boss in si mogel popolnoma, si imel feeling, ne, pač your 18-year-old brain je imel feeling, ko da moš novo matematiko potegnati iz zraka, zato da lahko rešiš ono nalogo. Vi nimate tega, vi imate koliko, ste videli, ko sem prej vam pokazala ono nalogo, to je samo pač basically ena funkcija, pa naredite 3 različne stvari tej funkciji. Ne pa pač, imaš funkcijo, zdaj jo pa preoblikuj v nekaj, kar je to, pa uporabi integral, da dobiš ono, pa narediš tisto, pa dobiš ono in je ful je bolj easy zastavljen. Tako da, nisem vam treba naučiti nekaj ful dodatno, kot to, kar imate na višji. It's cool. To, kar znate na višji, je že cool. Razen pač tistih par dodatnih vprašanj na ustnem. Ampak, ok, whatever. Tisto, kar vi dodatno rabite, je, da ste navajeni malo več stamine pri reševanju, torej, da vam koncentracija ne pade takoj, ker pač to so malo daljše naloge, pa je treba imeti malo večjo možnost daljšega razmišljanja. Pa glih toliko, da znate mogoče malo poglobljeno razmišljati, kar vam bodo pa definitivno dale to, da rešujete v repole.
To je na kratko. Se vem, da ni bilo na kratko, ampak je bilo na kratko. Ok, zdaj mislim, tudi par vprašanj. Aha, Mija, eno tako ful zanimivo vprašanje. Kako tvegano je vzeti višjo raven? Pa ali lahko zgubiš več točk, če bi vzel osnovno raven? Ok, ja, to je zelo dobro vprašanje v bistvu. To so pa, bi rekla, 10 let nazaj so spremenili, mogoče celo več, da se če vzameš recimo 2 jezika na višji ravni, pa tukaj ne slovenščino, ker imamo itak vsi, pač avtomatično je, ker smo naravni govorci, ampak če vzameš recimo angleščino, pa imaš zraven španščino, želiš oba jezika vzeti na višji ravni, se bo štel samo tisti jezik kot višja raven, ki ste ga boljš pisali na maturi. Torej, samo višja ocena se vam bo štela, kar se po eni strani sliši super. Recimo, če boste pisali angleščino, ne vem, 7, vse skupaj, torej od 8 točk, ki so na višji ravni, pa boste pisali španščino slabš, se vam bo štela angleščina, ne? To je fajn. Po drugi strani pa lahko na ta način izgubiš točke. Recimo, če pišete španščino na višji ravni, da pišete španščino 4, potem pa plus te dodatne točke za višjo raven, se vam potem, če ste španščino pisali slabše, se vam upiše 4, ne upiše se vam 5. Torej, ne prištejo se tiste dodatne točke, da se vam ocena zviša, ampak se dejansko šteje, kakor da bi pisali 4. Tako da mogoče je pa v takem primeru bolj smiselno španščino vzeti na osnovni ravni, kjer bi verjetno pisali 5, pa boste dobili tisto 1 točko več. To je zelo taka smotana zadeva, ampak je vredno o tem razmisliti, posebej za tiste, ki imate 2 tuje jezika na maturi in razmišljate o višji ravni za oba. Če ste sigurni, da boste oba super pisali, jaz spodbujam, pejte na višjo raven za oba, ampak morate pa imeti tudi to v glavi, da so dejansko točke so take, da vam lahko mogoče v kakšnem primeru celo škodi, če greste oba na višji ravni. Tako malo je smotano. That's fun. Ja. Joj. No, sej, mislim, da take zgodbe, ko jih bolj slišijo dijaki tako, ja, tista oseba je šla pa na VR, ker je hodila na medicino, pa je neki, ne vem, sfalil in je pol namesto tega, da bi pisala, ne vem, matematiko 6, je pisala 3. Pa, ne vem, jaz sem takih zgodb slišala po mojem malo more, ko sem pisala maturo in pa to lahko hitro prestraši. Res? Ja! Ja, a veš, pa je bila pa še, nič ni pomagalo tudi to, da je prišla ena punca pisati, ko je leto starejša od mene, pa je prišla nazaj pisati, ker je hotela iti na medicino, pa je glih toliko spodnesla, da ni mogla. A veš, in pol nič ne pomaga strah oziroma pričakovanj dijakom, če so obkroženi s takimi zgodbami, pač itak, da ne, to je logično. Ampak, jaz bi rekla tako, tista 1 točka na maturi, torej, če vam spodnese, pa ne vem, se vam zniža za 1. Ok, mislim, ful odvisno od tega, na kjer faks rabite iti, ne? Če res nujno rabite točke, pol, ja, ampak veste, kaj vam bom rekla? Takle, ne bom bluzla v to smer, bom bluzla v drugo smer. Ne smete se lotiti ničesar v življenju s strahom in če veste, da rabite točke na maturi, pol je brez veze, da vas je strah VR-ja, ampak se pač samo morate spopasti s tem VR-jem pa dati čez. Zaradi tega, ker če boste začeli, in believe me, this comes from the biggest overthinker ever, če boste začeli overthinkati VR, vam ne bo rato to, ko hočete, da vam rata. Sorry, to rečem zaradi tega, ker meni se isto zgodilo. Jaz sem full overthinkala VR angleščine in mi je ratalo mečken slabše, ko sem mislila, da mi bo ratalo. Ne overthinkati VR-ja, veste, da ga rabite, veste, kako se pripraviti na VR, veste, kje začeti, če pa ne, pa iskreno, tudi naš mail, naš Instagram vam je vedno odprt, lahko nam vedno napišete na DMs ali pa whatever, pa samo napišete na mail, a imate kak nasvet, kako se pripraviti za VR? Do zdaj smo še dobesedno vsakemu odgovorili, ne glede na to, kako vprašanje je bilo, pejte napisati, vam bomo z veseljem pomagali, ampak gledajte, veste, kako se lotiti, veste, kje začeti, veste, v kje usmeriti, torej imate vse korake, zdaj pa samo morate začeti hoditi. Sorry, ampak ja, pač tak je. Brez veze overthinkati pa zaradi tule, da na strahu gradite svoj odnos do VR-ja, ker vas bo to zafrknilo na koncu. Tako da, you got this, ne glede na to, ali je tvegan ali ne, vedno je vse tvegan, ampak you got this, we believe in you. Pol naprej imava še eno vprašanje. Torej vprašanje bolj zame. Za višji nivo matematike, je kakšna določena snov, kateri bi bilo najbolje posvetiti več pozornosti? Vsem. Ja.
Ja, nažalost je kar vsa snov tista, ko je fajn posvetiti več pozornosti, zaradi tega, ker res mislim, da poleg mogoče kakšnih res niš snovi, bo kar vse na maturi, iskreno, če ne na oni prvi poli, pa na drugi poli, ampak se mi zdi, da tisto, kar se največkrat pojavi, tako da je res na vsaki, je odvod, neka oblika integrala, ali je to ploščina, ali je obični integral, pač neka oblika integrala, geometrija, skoraj 100%, ponavadi geometrija v ravnini, torej v 2D, pa funkcije. Če vam rečem funkcije, imate tak in tak dosti dela za tak 2 meseca, ker je funkcij mali milijon. Ok, ne, ni jih mali milijon, več jih je, ampak it's cool. By the way, tisti, ki ste vizualni tipi, pa se hočete pripravljati za funkcije, rište si jih, GeoGebra, Desmos, ali pa kar list papirja, pa kuli, rište si jih, zato da jih imate v glavi. Funkcije, pa še mogoče kakšna zaporedja. To se mi zdi, da teh 5 snovi se res vsako leto pojavi, da to si dobro pogledate, ampak pač basically pejte, če vse, no. Ok, pol je pa tudi, so taka vprašanja, koliko dejansko teži, ampak to so že odgovorili. Pa razlike so tudi že odgovorili. Tako da jaz mislim, da je zdaj to, kar zadeva teh vprašanj, sva zdaj pokrili. Tako da, a imava še kakšen tak končno misel, končen nasvet za dijake, glede VR? Ja, jaz bi se strinjala s tabo, to, kar si rekla. Torej, če se zavedate, da rabite višjo raven, da rabite veliko točk, ne tega gledati, kot, Bog pomagi, jaz moram iti na višjo raven, ampak pač samo vzemite to, kot pač to je treba narediti, da pridete do vašega cilja, kar je pač sprejem na želeno fakulteto in smer. To je nov izziv. Tako, ja, pač ne se takoj strašati, VR, to je pa ful teži, ker dejansko, iskreno, jaz sem imela matematiko recimo v gimnaziji 3 in je meni profesor rekel, ti bi lahko šla na VR. Pač nisem šla, ampak lahko greste, razumete, kaj vam hočem povedati. Morate, kakor rečejo, pred vsako maturo zaupajte vase v svoje sposobnosti, ampak je res, dejansko morate zaupati temu, da vi ste 4 leta gradili na tem, da boste zdaj pisali maturo. Odkar vstopite na gimnazijo, ta prvi dan, je vse usmerjen v maturo. Vsi smo dali to čez, ni nič strašnega in pač to je neka taka življenjska prelomnica, ki jo moramo vsi opraviti. Tako da, če to vzamete v zakup, se ne fokusirate na to, koliko je to težje, koliko je to grozen, ampak dejansko vzamete to kot dejstvo, to pač morate opraviti, to morate narediti kljukico, vam bo veliko lažje, ker bo manj tega psihološkega napora in se boste dejansko lahko bolj sfokusirali na učenje samo. To bi jaz. Yes, to je ful res. In also, če mislite, da vam je zdaj hudo, paste, ko pridete do prvega izpitnega obdobja. Ne, ampak jaz bi rekla, da na faksu, ne se bati faksa, zato ker če greste študirati nekaj, kar vam je všeč, tudi če so izpiti težji, kot so pač zdaj testi na gimnaziji, bo vseeno to nekaj, kar se z veseljem učite. Medtem, ker na gimnaziji imate pa malo morje predmetov, ki verjetno niso bili vsi vaši najljubši. To je tudi dejstvo, ja. To je tudi dejstvo. Bolj na faksu se boste bolj usmerili. Ampak ja, lejte, to je tak in tak vaš zadnji stepping stone, da potem dejansko greste v tisto smer, ko vas vleče, v tisto smer, ko vas zanima, ko želite delati v življenju. Tako da, ko na tak način pomisliš, je ta VR tak minuscule, tak infinitezimalna stvar, da pol je brez veze, da se pol sekiraš, ali lahko zgubim 2 točki za VR-jem, če mi nekaj ne rata. Ne greš s tem mišljenjem, greš z mišljenjem, imam to, greš z mišljenjem, šlo bo in pač odpišeš ti z VR, pa je pol to, ne? Pa se ne sekiraš nekaj preveč. Tako da ja, se vidite, koliko so tudi zdaj povedali, VR ni najhujša stvar na svetu, daleč od tega, da je najhujša stvar na svetu, samo vedeti morate, kje ste, znanjem, pa kaj še rabite prijeti do konca. To pa tak in tak, imate nas, imate svoje profesore, ko vas tak in tak poznajo že zdaj 4 leta in po moje, če boste šli do njih, pa tako rekli, ja, gospod profesor, kje so moje luknje še, ko me poznate toliko časa, ne? Kaj bi rekli, da mi še fali, kje še lahko dodam znanje, kaj še lahko dodelam, vam bodo z jih povedali. Saj pač profesori so tam zato, da vam pomagajo, ne? Tako da, lejte, imate to, jaz verjamem v vas, jaz mislim, da vam bo šlo super in iskreno držim pesti, zato da vam rata najboljš, pa da prijete na tisti faks, ko želite, no, tako da. Res je, jaz se pridružujem Petrisi. Tako da, obema želimo vso srečo na maturi, hvala, ker ste bili z nami na tem dogodku, če imate kakršnokoli vprašanje, lahko vedno napišete, drugače pa ja, ne pozabite, Ora vs. VR, koda, na blagajni, če vas slučajno karkoli zanima na naši platformi, če ne, pa lahko tudi vedno pokličete, napišete, tukaj smo za vas, da vam pomagamo premagati tole maturo. Tako da, lepo se imejte,
fulep vikend vam želiva in pa vso srečo še naprej. Imate to. Srečno! Adijo!